Lepo pozdravljeni tokrat v že 4. epizodi podcasta Naložbeni navdih, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Generali Investments. Danes se bomo pogovarjali o investicijskih priložnostih v Indiji in na Kitajskem. Z mano je tudi tokrat zelo zanimiv gost, Sašo Šmigič, član uprave Generali Investments. Živijo, Sašo. Živijo, Peter. Kje bo začela? Bo začela kar pri tvojem obisku Kitajske, pa bo potem mal skakala Indija, Kitajska, pa mal bo pogledala geopolitiko, pa mogoče mal stanje danes, oziroma napovedi za prihodnost. Kar začniva pri tvojem obisku, nedavnem obisku Kitajske. Ne? Mislim, nedavnem je že nekaj časa, ampak je zagotovo bila v enem trenutku maksimalno aktualna tema. S kolegom Matejem so se udeležile konference Bank of America v Pekingu. In kar je bilo še posebej zanimivo, da ta konferenca potekala točno v času, ko so bile ameriške volitve. Recimo ena taka zelo prva anekdota z tega potovanja, no, ali pa nekaj to, kar mi je malo spremenil pogled, kako jaz gledam na Kitajsko, pa predvsem kako Kitajska gleda na nas, je ta, da sem še na avionu, recimo v petek, ko sem letel v Peking, v Financial Timesu bral, da so volitve v Ameriki še dosti nejasne, oziroma njihov izid. 50-50, mogoče celo zmaga Kamala Harris. Prvi dan konference na Kitajskem, se pravi bil ponedeljek, v sredo so bile volitve. Vsi udeleženci so bili popolnoma prepričani, da je zmagovalec Trump. Fakt. In da jih čaka, v bistvu že skoraj naslednji teden nova trgovinska vojna. In da bojo tarife s prvim dnem 61% in da je to. To je bilo recimo eno tako prvo razodetje. In to je bil konsens tako na Kitajskem, kot tudi konsens na Wall Streetu. Pa zanimivo, recimo jaz sem bil tisti dan, ko so bile ameriške volitve, pa na dogodku Ameriške gospodarske zbornice in tudi tam so bili vsi prepričani. So bili, ne? Ja, ker vsi so bili neki prediction marketi, so že kazali bolj v smeri takrat zmage Trumpa, ampak drugače je bilo pa res so vsi bili prepričani, da bo to, da bodo te swinging states, da bodo odločale. Recimo, kar je bilo pol, ali pa prva istočnica iz tega, je, da ko se te tarife niso zgodile takoj, ko je Trump nastopil svojo administracijo, pač povzročilo malce euforijo na azijskih trgih. Kitajske delnice so bile zmagovalec letošnjega leta, vsaj začetka tega leta, zato ker so bili vsi prepričani, da s prvim dnem štartamo ofenzivo proti Kitajski. Zanimivo, da se to ni dogajalo v bistvu vse kaj, do pred dobrega meseca in pol, da se je Trump osredotočil na vse ostale države, najprej, Kitajska se sploh ni omenjal, in na koncu, ko smo prišli do tega res zaključka konflikta, so pa tudi kitajske delnice začele malo trpeti. Se pa borze tam držijo presenetljivo dobro. In to še zdaj, kljub temu, da vemo sicer zdaj, da čisto aktualno dogajanje, da se neki pogovarjajo, da so dosegali neke kompromise. Ampak to se recimo zdaj že konkretno tudi odrazili, kjeva. Vse. Zato, ker če je bil recimo en konsens takrat, da bo Trump zmagal in da tarife bojo, je bil drug konsens ta, da se bo slej kot prej zgodil tudi nek dogovor. Zato, ker Trump je poslovnež, on ni po poklicu politik. Transakcijska. Točno to. Je bil konsens, da bo probo pokazati ameriški javnosti, da je on pa ne sam, da je pač uničil Kitajsko, ampak še boljš, da je on sklenil deal in da so Američani v tem dealu zmagali. To je vse tako predvidljivo, taka politika se pri Trumpu. Zakaj so potem vsem taka volatilnost? Še ena stvar je bila zdaj, ko gledam za nazaj, za tisti november je bila celoten scenarij je bil že takrat spisan in je bil tudi do neke mere vsem nam udeležencem tam tudi predstavljati. Sam noben ni točno verjel, da se bo to zgodilo. Recimo, zelo zanimiv nastop je imel en bivši ameriški veleposlanik na Kitajskem, sicer še v Obamovi administraciji, ki je rekel, da tarife se bojo zgodile, oziroma nek konflikt se bo zgodil. Višina tarife po tem trenutku dosti nepomembna. Zato, ker pač Trumpova administracija ali pa en velik del njegovih podpornikov ima za glavno agendo, da se Kitajska zameji. Ker Kitajska je
grožnja, geopolitična grožnja Ameriki. Tle so Američani dosti transparentni. Oni so rekli, da nima več neke agende druge po svetu, vsaj bolj, to je v bistvu to, Kitajska je zdaj glavni fokus. Velik del Trumpovih podpornikov je imel za glavno prioriteto, da se kitajski napredek omeji. In tukaj ni bilo nobene številke, ta tarifa, 10, 20, 30, 40, lahko je tudi milijon. Rekel, ta številka je čisto irelevantna, ker če se administracija odloči, da bo nekaj naredila, pol bo to naredila. Ampak je tle bila res sam Trumpova administracija, ne? A ni bila že ta druga, mislim. Ker že tista ta prva je bila, pa če se prvo spomnim, tudi Biden ni umaknil vseh teh omejitev, sploh recimo, kar se tiče tega izvoza tehnologije. V bistvu edina razlika med demokrati pa med Trumpom je v tem, kako javno želijo ali pa ne želijo določenih stvari izpostavljati. Trump je dosti transparenten. To je tudi njegov v bistvu USP. Ne? On hoče nastopati, on je zašel in on nima nobenih problemov, da te stvari tudi javno pokaže, ker s tem pač builda svojo popularnost med svojimi ljudmi. Rekel, to je neka Twitter politika. Točno to. Tudi ena stvar, ki mogoče pri njemu ne smemo spregledati, je pa mogoče na prvi ulic zgleda, da dela vse stvari nenačrtovane, zbriko ne. Da vsak njegov korak, vsaka njegova izjava, vsak njegov nastop ima neko globje ozadje. Treba se zavedati, da je to gospod, ki je prvi izrabil sodobno tehnologijo in sodobno orodje, da je sploh zmagal prvi mandat v preteklosti. Tako da tukaj se vidi, da je neka večja globina za nje. Ampak gremo zdaj na Kitajsko, pustimo zdaj Trumpa, čeprav sta vedno bolj prepletena. Zdaj sem se pa tudi jaz malo zgubil. Kje so štartali? Štartali smo čist malo geopolitični. In z ambasadorjem pod Obama administracijo. Žal sem pozabil njegovo ime. Ampak on je rekel, containment of China is paramount, ne? To je en cilj. Višina tarife tukaj ne bo igrala nobeno vlogo, lahko je to 2, lahko je to 2 milijona, ko so neki odločmajo konc. Pa še eno stvar je izpostavil, in tukaj se vriše slika, zakaj je Trumpova administracija tako agresivno štartala najprej na druge države in šele potem v naslednjem koraku na Kitajsko. Kitajska je že s prvo trgovinsko vojno probala pač najti neke bypasse. In stvari, ki so bile mogoče draže ali pa prepovedane za direktni izvoz v Ameriko, so romale preko nekih posrednikov. Zdaj, ko se pogovarjamo o državah, so posredniki tudi države. Vietnam, verjetno, pa okolica. Seveda. Najprej, pa najbolj enostavni krivci so bili te sateliti kitajski v jugovzhodni Aziji, ampak največ trgovine se je pa delali preko Mehike in pa preko Kanade. Se pravi preko sosednjih držav. Zato, ker te države imajo en tak zelo ugoden trgovinski sporazum z ZDA in seveda so Kitajci pogledali, kako lahko pridajo preko nekih posrednikov do ameriškega trga. Vietnam, Mehika, Kanada in v veliki meri tudi Brazilija so bile glavne recimo temu posrednice. In tudi, ko se pogleda trgovinsko bilanco teh držav z Ameriko, se vidi, da je ta res močno odskočila v zadnjih letih. Tako da tudi takrat nam je ta ambasador rekel, da Amerika se zaveda tega, se zaveda, da so določeni bypassi vzpostavljeni. Neki so se naučili iz prve trgovinske vojne. In da je to tudi stvar, ki jo bo ta administracija v kali zatrla. In to se je dejansko tudi zgodilo. Ko pogledaš za nazaj, v bistvu so nam na tej konferenci predstavili celoten scenarij, kako bo stvari potekale. In tako se dogaja. Tako se dogaja. No, in zdaj, če dava pa recimo res malo tak širši geopolitični kontekst vzhod, recimo, da se ne bo še fokusirala naprav na Kitajsko, Indijo, kam gre zdaj kapital danes? Gre na zahod, gre na vzhod, je dejansko, kje se zdaj lovi investicijske priložnosti, seveda ob upoštevanju nekih visokih obrestnih mer v Ameriki in drugih nekih makroekonomskih kazalcev. Dosti enostavno. Govorimo o delniških naložbah, delniške naložbe vedno iščejo rast. Se pravi, če ni rasti, to ni zanimivo za delniške vlagatelje. Drugo je potem na nivoju obveznic oziroma teh fixed income inštrumentov, ampak govorimo o delniškem kapitalu, definitivno išče rast. Začne se pa z rastjo GDP-ja posameznih držav in potem to pronicaš oziroma greš vedno globje v dobičkonosnost samih podjetij. V zadnjih letih se je zgodilo kar nekaj takih stvari, ki so mogoče šle v prid Amerike,
v tej njihovi vojni zoper omejitve kitajske rasti. Definitivno je bil en tak dogodek COVID, ki je za razliko od recimo Zahoda ali pa Amerike pustil bistveno globlji pečat na Kitajskem. Tam so stvari res vzeli za resno, bom tako rekel. Ustavili vse. Ja, in mogoče najvišjo ceno zdaj plačujejo skozi to, da se je res močno omajalo zaupanje potrošnikov. Ne? Se pravi, ko si ti izvajal te izjemno rigorozne ukrepe, si pustil neke psihološke posledice na prebivalstvu. Dejansko se je tam zavrla zavora, posledično se je začel kopičiti denar na bančnih depozitih. Če mi mislimo, da imamo v Sloveniji problem z depoziti, ne, ga imajo na Kitajskem bistveno večjega, če lahko temu rečemo problem. Problem je v tem, da se ta kapital ne deploja v market, v ekonomijo. Ne? Da se potrošnja, ki bi mogla biti naslednji logični korak razvoja Kitajske, iz tega, da so šli v manufacturing huba, da so se dvignili na nek višji nivo GDP-ja, bi se mogla razviti potrošnja. Ampak ravno zaradi COVID-a se je ta trend upočasnil oziroma se v določeni meri ustavil. To je bil en tak segment in drug segment je bil povezan z nepremičninskim trgom. Ne? Se pravi, tukaj imamo tudi eno tako podobnost Slovenci in Kitajci in ta real estate, te nepremičnine predstavljajo v naših glavah en zelo pomemben delež našega premoženja in če se dogaja na tem področju nekaj slabega, to vpliva potem tudi na naše obnašanje, na potrošnjo. Tako da jaz bi rekel, da trgovinska vojna je težava, ampak bistveno večja težava je s tem, da Kitajski ni uspel vrniti zaupanje potrošnikov po pandemiji COVID. Zato, ker tam je ogromno nekih notranjih rezerv. To pravi, da so še vedno se čutijo neke posledice. Še vedno. 2020. Recimo, ko sem se pogovarjal o tem z lokalci, ne, na Kitajskem so vsi rekli, da je to v bistvu bil prvi tak moment v njihovi moderni zgodovini, pa treba se zavedati, da razvoj Kitajske ni toliko daljši, ali pa ta recimo izjemna rast ni toliko daljša, kot je bila pri nas v Sloveniji. Ne. Mi smo imeli osamosvojitev v 90-ih, Kitajci so imeli podobno zgodbo. Ne. Se pravi, približno istočasno smo štartali. Tako da je v tem času bil to prvi tak moment, kjer se je dejansko med prebivalstvom ustvaril neko zavedanje, da se stvari lahko pač zgodijo tudi v negativno smer. Ne. Ok, mogoče še en korak nazaj. Ljudje, ki so bili stari leta recimo 90, 20 let ali pa ko so vstopali v delovno silo s to novo revolucijo na Kitajskem, so se zavedali, kako je bilo včasih. In včasih je bilo na Kitajskem zelo težko. Ne? Stopna... To včasih ne govorimo, ne? 100 let nazaj. 40 let nazaj govorimo. Ne? Se pravi, recimo, ena taka zelo lepa anekdota je, da večina milijonarjev, sploh tam k temu področju Shenzhena, hodila v šolo in se učila pod petrolejko, ob svečami. Ne? To so tako danes milijonarji, ki živijo v steklenih stolpnicah, ampak nekje globoko v zadju zakoreninjen, da je bilo včasih zelo težko. Ne? In od tega, recimo od 80-ih naprej, je bil zdaj s tem COVID-om prvi tak moment, ker so se ta čustva ponovno obudila in povzročila nek strah. In Kitajci, kakorkoli mogoče mi mislimo, da so agresivni, pa da veliko tvegajo, večina Kitajcev zelo konzervativnih. In ko se je to zgodilo, so res zategnili pasove. Načeloma je bil novembra to bistveno večji problem med investicijsko skupnostjo, pa med ekonomsko skupnostjo, kot pač neka potencialna vojna, trgovinska vojna z ZDA. Ne. Tako da ja, imajo veliko stvari, ki jih morajo rešiti. Ne. No, kaj pa recimo, že govorimo o izzivih, problemih, ne? Kaj pa recimo aktualna trenja okoli Tajvana, recimo, kar ima Kitajska, upamo, da konča kratek konflikt med Indijo in Pakistanom, koliko pa to recimo vpliva na regijo, če spet gledajo celo regijo. Ne? Recimo tudi ta Tajvan je bila ena taka zanimiva zgodba, ker ko se pogovarjaš z Kitajci, pa Kitajci iz Hongkonga, pa s Tajvanci, ali pa s komarkoli iz te jugovzhodne Azije, noben tega ne vidi kot neko potencialno vrelišče ali pa da bi se tam res dejansko lahko zgodila vojna. Jaz sem se pogovarjal kar z nekaj ljudi. Ok, ja, vzorce je bil sicer mehen, pa bil sem tam kratek čas, mogoče če bi šel malo širše pogledat, bi mogoče prišel do drugačnih zaključkov, ampak spet sporočilo, ki sem ga jaz dobil, je, da noben ne pričakuje, da bi bila lahko tam vojna. Tako, niti
približno niti v snu. Pričakujejo Recimo prijazen prevzem. Kitajci recimo smatrajo, da to je itak Kitajska. Ja. Zakaj bi jaz šel napadati Kitajca, če je to moje? Tajvanci načeloma si tudi ne želijo neke divje samostojnosti. Ne? V bistvu gre vsem najbolj na živce to, da Američani skozi malo polkajo v bistvu Kitajsko in jih probajo sprovocirati v neko napako. Kaj z raznimi obiski politikov. Pa vojaškimi nekimi vajami in takšnimi stvarmi, ampak na Kitajskem, kakor sem jaz še rekel, da je to samo moja interpretacija tega, si noben ne predstavlja, da bi lahko prišlo do vojaškega konflikta. Tajvancem recimo večinoma in Kitajcem pa še status quo. Ne? Ja, okay. Točno to. Tajvanci si želijo, da jih pustijo pri miru, da lepo delajo v svoje mikroprocesore in čipe in da živijo pač v nekem svojem kozmosu. Da so dobavne verige, da niso motene. Točno to. Ja, Kitajci pa, kot sem že rekel, mislim, da je to zelo poenostavljeno, ampak oni dejansko to vidijo kot del Kitajske, kot svoje sonarodnjake in načeloma so rekli, da bi bilo tudi v družbi maksimalno negativno sprejeto, če bi pač politika oziroma sistem izvedel vojaško operacijo na Tajvanu. Da bi bil to poseg v lasten narod. Zanimivo, ne? Padajo svoje. Ker zahodni mediji pa to čisto drugače. Jaz berem redno Economista in tam imaš vsak teden vsaj par člankov na to Tajvan in vojna bo najkasneje 2027 in dejansko in mogoče to res potem čisto eno lansiranje novic za zahodni svet. Verjamem, jaz sem večkrat to spraševal, ker sem imel dosti jasno misijo, kaj hočem zvedeti. Tam definitivno bil en tak geopolitičen aspekt, se pravi Amerika, ZDA, ne Amerika, ZDA, Kitajska, ZDA, Kitajska, Tajvan, tako da pa nepremičninski trg. Ne. Se pravi, te stvari, ki jih imamo na zahodu, tako vedno nekako na radarju, kot potencialno vrelišče ali pa potencialen Black Swan event. In ja, moram reči, da sem prišel z drugačnim pogledom iz Kitajske. Parkrat si že omenil nepremičninski trg, Kitajska, kaj 2021, da je bil že tale Evergrande, kaj šel, mislim, da pol na koncu to v stečaj, to je bil neki največji real estate developer. In takrat se je govoril tudi, da bi bil to lahko nek začetek konca nekega tega ciljnega kapitalizma na Kitajskem oziroma modela in ne bi dokazovali, da ta model ni dolgoročno vzdržen. Ampak to so zdaj nekako, tega v tem se več ne govori. Tudi banke ne bi so imele neko krizo, v eno obdobje. Se prav spomnim. Ja, oni imajo malo drugačen model, čistko, kako deluje država. Recimo, velik del, gremo drugače. Vsa zemlja je v lasti države. In večina proračuna municipality, kako bi lahko to prevedli v okrožje nekaj. Okrožjih. Se pravi, Kitajska je res ogromna država. Kitajska je res ogromna država in veliko in pač je razdeljena na manjše enote. In vsaka enota, se pravi vsako okrožje, vsakemu okrožju velik del njihovega proračuna predstavlja prodaja zemljišč. Tako da, ja, oni so šli v zelo, recimo temu, strogo usmerjeno urbanizacijo. Treba se zavedati, da je šla vple za največji projekt urbanizacije v zgodovini človeštva. Kitajska je šla iz ruralne države rapidno in ekspresno v urbanizacijo. In to je bil v bistvu glavni driver rasti od sredine 90-ih do začetka 2005. Ja, in s tem, ko se ta proces urbanizacije počasi zaključuje, je bilo treba tudi spremeniti malo ta, recimo temu, ustroj ali pa sistem, kako se te stvari financirajo. Težava je, da so mogoče kle malo zaspali, da se je zgodil vmes COVID, ki je tudi močno pripomogel v tem, da se pač stvar ustavlja. Kakor sem rekel, vse je povezano z upanjem potrošnikov in obnašanjem prebivalstva. Tako da ja, če gremo nazaj, največja težava ali pa največji problem te nepremičninske krize na Kitajskem je ta, da s tem, ko se je ustavil gradbeni sektor, so ta okrožja izgubila velik del proračunskega denarja. Se pravi, virov financiranja. Se pravi, nekaj pride sicer skozi Peking, skozi proračun kot sam, ampak večina denarja
je pa prišla s prodajo nepremičnin, s prodajo zemljišč. Ampak so sami napihvali ta balon, ne? Oni so kar gradili, kako res vem, ta Evergrande je imel koliko nekih zgrajenih nepremičnin, kjer sploh še niso imeli potencialnega dejanskega kupca in enega uporabnika. Ni čistko. Zdaj, najprej gremo rešiti, kako se financirajo okrožja. Pa je pa zelo pomembno, kaj delajo s tem denarjem. Ta denar je pa ponavadi za financiranje izgradnjo infrastrukture, za izgradnjo bolnic, šol, trgovin, whatever. Se pravi, ta socialna komponenta, ki jo Kitajci promovirajo, se je financirala primarno s tem. Zdaj, kar je bilo meni zelo zanimivo, ker sem šel pogledati par nepremičninskih projektov, na vsakem ceniku je navedeno, kdaj je bilo zemljišče kupljeno in po kakšni ceni je bilo zemljišče kupljeno. Se pravi, to je neka vgrajena komponenta, javna informacija. Ja? In potem na to daš pač strošek gradnje in neko maržo in pol vidiš v bistvu, kako so sestavili ceno. Zdaj, ampak je to pol pritisk na prodajalca, ki vidi pol potencialen kupec, koliko si je marže ti zdal razvijalc. Tako je, marže spet je treba malo drugače gledati Kitajsko kot Zahod. Tam so marže dost, saj te, ki so razkrite, dost omejene. Recimo glavna razlika med mentaliteto ali pa med kitajskim kapitalizmom in našim zahodnim kapitalizmom je ta, da oni zagovarjajo oziroma politika zagovarja stališče, da vsak, ki preveč zasluži na plečih svojega naroda, mora potem temu narodu tudi malo vrniti nazaj. Oziroma, čim so te zaslužki preveliki, pomeni, da pač, ja. Socializacija dobičkov. Do določene mere. Se pravi, na Zahodu lahko obogatiš, kakor hočeš, ampak na plečih lastnega naroda, ja, do določene mere, oziroma če greš čez, moraš potem malo tudi vrniti nazaj. In pol se zgodijo te pritiski, ki sicer niso, ali pa so recimo javna skrivnost, ko se bogataši postavljeni pod pritisk, da mora zgraditi tam šolo, pa bolnico, pa tam tovarno, čeprav mogoče ni najbolj dobičkonosna, ali pa prispevati za neko drugo stvar, ampak recimo temu, da so realno obdavčeni, tako. Tako da težko se izognajo tem dajatom, oziroma če se poskušajo, so potem hitro javno linčani ali pa pač ali pa zginejo. Ali pa ne delajo več. Tako da pri nepremičninah, ko smo prišli od tega, kje je nastala prav kriza. Ena je definitivno ta, da so te okrožja prehitro pa preveč pa predrago prodajala zemljišča. In ali pa mogoče, to res je dosti kompleksna zgodba. Spet Kitajska je ogromna država in če jo gledamo kot celoto, ne bomo razumeli dobre stvari. Ampak za razliko od nas pa na Zahodu, kjer bolj, ko se premikaš proti Zahodu, bolj si razvit, več premoženja imaš, na Kitajskem ravno obratno. Se pravi, glavni razvoj je vzhodna obala. Tukaj so tudi ta glavna tier 1 mesta, potem pa bolj, ko greš proti Zahodu, slabše. In tudi mesta, ali pa recimo urbana središča si sledijo v tem tempu. Tako da, če pogledamo Kitajsko, vzhodna obala, je bila manjša nepremičninska krizica, ampak daleč od tega, tam je vse v redu. Tier 1, tier 2 mesta, no problem. Periferija pol, recimo temu. Recimo, če damo na Slovenijo, Ljubljana, super. Pol Domžale, Kamnik, Kranj, je bila manjša krizica. Ampak nič drastičnega. Problem je bil, ker so Kitajci hoteli pospešeno razvijati tudi ta nerazvit del Kitajske. Se pravi, bolj kot smo šli v periferijo, zdaj nočem nobenega užaliti, tako da ne bom govoril v imenih mest, ampak bolj kot smo šli na periferijo, večja težava je bila ne samo zato, da so zgradili pač ta mesta, ampak tudi te ljudi zaposliti. In Evergrande in podobni subjekti so v bistvu imeli zelo veliko nasednih projektov ravno v tem koncu. Zdaj, ko smo se pogovarjali z enim CEO-om ene srednje ali pa recimo za kitajske razmere majhne banke, je rekel, prosim, ne me snemati, kar vam bom povedal, pač je zaupno.
ampak je bilo že toliko časa nazaj, da to lahko delim tudi kle z nami, pa niti ni tako drastično, to, kaj je govoril. Rekel, največja težava kitajske nepremičninske krize je ta, da občine nimajo denarja, da bi lahko financirale druge stvari. Druga pa je rekel ta, da so kitajski ljudje, ki so plačali 20% kupnina za ta stanovanja, zdaj ostali brez teh stanovanj. In v sistemu, kot je Kitajska, kjer govorimo o neki, ne vem, socialni ureditvi, je to največji kriminal, ki se ti lahko zgodi. Največji no-go. Tega ne narediš. In je rekel, da tudi država se zaveda tega problema in da bojo to rešili. Da so naredili seznam, nek white label vseh nasedlih nepremičninskih projektov in da jih bojo rešili. Zdaj, na kakšen način jih bojo rešili, pa koliko hitro, je bilo malo pogojen s tem, kako se bo obnašala Trumpova administracija. Ker niso hoteli porabiti vseh metkov naenkrat. Tako da, glede na to, da se v tej nepremičninski krizi ne govori več toliko na glas, bi jaz rekel, da jim je to uspelo nekako pod radarji rešiti, oziroma se rešuje. In v glasu tega gospoda je bilo 100% prepričan, da se bo to rešilo na tak ali pa drugačen način. Zdaj, če bi rabili, bi to rešili hitreje. In tudi konsens med investicijsko skupnostjo je bil, da bi bila najboljša rešitev za Kitajsko, da naredi to, kar so naredili Američani 2008. Full blown QE. Preplaviti z denarjem. Kukor gre, država odkup vse nepremičninske projekte oziroma jih da zdravim subventom. Točno to, slabo banko in to naredi. A bi lahko to naredili? Ja, seveda bi lahko. Ne? Zakaj tega niso naredili? Iz dveh razlogov. Enega sem že omenil, je ta, da niso vedeli, kako bo s to trgovinsko vojno. In so si mogoče ta metek... Na katero so se že pripravljali. Ja, in so ta metek mogoče prehranili za kasneje. Druge pa malo tudi tako filozofski. Ker v mantri kitajske oblasti je, da mora biti Kitajc ali pa državljan Kitajske pripravljen malo zategniti pas, potrpeti, da ne računa preveč na državo in da gleda pač dolgoročno. Tako da, ja, mogoče to ne gre čisto njihov filozofijo, ta QE, pa da te reši državo vsakič, ko se kaj zalom. Ampak ja. Zdaj sem slišala kar veliko nekih takih specifik. Ne? Ja. Recimo, če se sam za korak vrnem nazaj k temu modelu, ta usmerjeni kapitalizem, če lahko temu tako rečemo. Jaz se spomnim, se bo malo pogovarjala o DeepSeeku, nekaj prišlo. Ja. No, pa jaz se takrat spomnim, da je potem kitajski predsednik sklical celo AI, torej skupnost, ki dela nekaj na področju umetne inteligence, ki je tam postrojil, so prišli in so verjetno dobili nalogo, zdaj dobite verjetno neomejen funding, to je naša nova strategija. A je to nek tak pristop, saj jaz si tako predstavljam ta usmerjeni kapitalizem. Ne? Tole vertikalo bomo zdaj razvili in tle bomo biti mi globalni playeri. Tako je. Je res. Recimo, zakaj Kitajska toliko forsira avtomobilsko industrijo pa industrijo bele tehnike? Dosti enostavno, zato ker so to industrije z najdaljšo dobavno verigo. Sprav, s tem, ko se ti fokusiraš v razvoj nekega segmenta, veš, da imaš ful veliko pozitivnih eksternalij širše. In kle so usmerjeni. Na področju tehnologije pa AI, recimo spet ena anekdota iz tega moja novembrskega obiska, sem sedel v lobiju hotela in zraven mene prisedel fant mojih let. In smo se začeli malo pogovarjati. Jaz sem mislil, da je Kitajc. Jaz sem mislil, da je Kitajc, ker je tako zgledal. V bistvu je bil pa Avstralc. In je delal za največji avstralski penzijski sklad. Izobrazba je bila osnovna, da je bil pravnik, pa mi je razložil, veš, na Kitajskem je tako, da če imaš dobre ocene v šoli, pač starši pričakujejo, da boš pol pravnik, ali pa neki v tej luči. Ampak jaz sem ful rad igral igrice kot otrok in me to pravo niti in to zanimalo, zato sem usporedno še študiral science, v bistvu računalništvo. In je naredil PhD iz AI-ja. Tako da je bil sicer pravnik, ampak bolj, kaj ne je bil IT-ovc, po duši IT-ovc, ki je delal v finančni industriji. In on mi je že takrat razlagal, zato ker kaj je on delal, on je hodil po Kitajski, 1 leto je hodil okoli in je iskal naložbene priložnosti za ta pokojninski sklad.
primarno fokusiran na domestic consumption pa na technology. Ne? In jaz sem že novembra s tem Quanom se pogovarjal o nekih kitajski družbi, ki je naletela na mogoče malo preveliki sek kode v nekem, kako se reče, paper. Dokumentu nekam. V nekem dokumentu, čistko iz faksa, kjer je bil mogoče malo prevelik odsek kode razkrit in oni so na podlagi tega izseka kode. Točno to, strokovni članek. So na podlagi tega izseka razvili svoj LLM, ki je imel v bistvu zelo bistveno bolj učinkovito kodo, kot je bilo tam, torej to so najdel, in so naredili svoj AI algoritem, ki je že takrat prisilil na Kitajskem, da so vsi ostali ponudniki znižali cene. Se pravi, že maja lansko leto je bilo to tam lansirano. Zdaj, ne vem, zakaj je toliko časa trajalo, pa da so se te stvari sopadle mogoče s tem, ker je Trump zmagal na volitvah, ampak da je se pojavil nek DeepSeek, ki je povzročil mogoče malo majhno revolucijo na temu. Vsaj momentalno, ne? Ja, ali pa da je mogoče malo spremenil percepcijo neomajne dominance ameriških podjetij na tem področju, ne? In kaj vse je potrebno. Ta zgodba, da so to naredili za res majhen fragment cene ali pa za nek drobiž, verjetno tudi ne drži, ne? Da je bilo ta strošek bistveno večji, ampak definitivno manjši. Pa tudi, da so na hardwareu boljšem, kot so rekli, ne, na boljših procesorjih. Ne. To ne vem. Definitivno so pokazali svetu, da ta zgodba, ki jo projicira Wall Street, mogoče nima toliko močnih temeljev. No, s tem Quanom smo se pogovarjali o tem. Takrat nisem čisto dobro niti razumel, kaj mi govori, če si iskreno povem. Ne. To pol za nazaj, kaj vidiš. Kje točno je tičal zajec. Ampak druga stvar, ki mi je bila pa še zelo zanimiva, so se pogovarjali po tem, Američani delajo vse na tem, da bi jim omejili dostop do teh najbolj sodobnih čipov, ki so potrebni za AI. Ne? In njegova zgodba je bila taka. Ja, res je, ampak če nam ta zgodba DeepSeeka kaj pove, je, da smo Kitajci zelo dobri v tem, da vzamemo neko obstoječo stvar, pogledamo, kako jo lahko izboljšamo in potem to apliciramo na najširši spektr stvari. Ali jo reverse inženiramo. Točno to. Mogoče nismo odlih najboljši temu, da se kaj spomnimo ali pa izumemo, ampak nekaj dobimo v svoje roke, znamo pa to narediti boljš, cenej in res aplicirati povsod. In je rekel, da je strategija Kitajske, da pač obstoječo tehnologijo, ki je roko na srce dovolj dobra, aplicira na čisto vse. In to po drugi strani v bistvu je tudi kontrargument ali pa največji argument za zahodne investicijske skupnosti napram tem zahodnim tehnološkim velikanom. Ja, mečete veliko denarja v te stvari, ampak nikjer ne vidimo monetizacije tega. Ne? Tako da jaz verjamem, da če so Kitajci kaj sposobni, so sposobni narediti to. Obstoječo stvar aplicirati na vse tehnologije, višati profitabilnost, višati marže, pospešiti razvoj. Ampak takrat, ko je prišel tale DeepSeek, se to v bistvu spet, to se že dlje časa dogajalo, to ni bil kar naenkrat, to smo bili mi spet, ta mainstream mediji so nas takrat prestrašali, ampak tudi prestrašili so se tudi kapitalski trgi, takrat je šlo kar neki milijard kapitalizacije ameriških tehnoloških podjetij. Ne? Treba se zavedati, da med investicijsko skupnostjo je zelo malo teh res pravih AI ali pa IT strokovnjakov. Ne? Načeloma equity investorji nimajo časa, da bi nekaj fulno študirali. Ne? Pač pograbiš nek hype, neko dolgoročno zgodbo, pač če to dobi traction, se vsi usedejo na ta vlak in se peljejo, upajoč, da ne bo vmes konc proge. Tako da ja. Kaj pa misliš, da čisto svoje osebno mnenje, misliš, da Kitajska skriva še kakšne take, recimo temu črne labode, bodo še kje presenetili, pa saj naredili spet en tako volatilnost trgov kapitalskih na zahodu. Recimo, kar je bilo še recimo še en tak primer, recimo so te avtomobili. Spet na tej konferenci je bil en starejši nemški gospod, ki je bil dolgoletni predstavnik Evropske komisije na Kitajskem. Zakaj je bil Nemc glihto? Ja, zato, ker 2/3 trgovine gre prek Nemčije. In od tega večino pač je povezana s kemijsko ali pa avtomobilsko industrijo, se pravi z industrial sektorjem. In kar je bilo meni takrat
zelo, zelo zanimivo. Ni bil nov koncept. Ne. Vsi smo vedeli, da je evropska avtomobilska industrija v zelo velikih težavah. Ne. Ampak da je po toliko velikih težavah, mi je pa ratalo šele tam jasno, čist dokončno. Ne. In ta gospod je rekel, da se v zadnjih 5 do 10 letih situacija tako obrnila na glavo, da je zelo velika verjetnost, da se bo nemška avtomobilska industrija mogla pokloniti Kitajski in jih prositi lepo, če bi jim dovolili, da se od njih naučijo ponovno delati avte. Pa to ni samo zaradi tega, ker so te avti narejeni poceni ali pa ceneje. Gre se tudi za cel, recimo temu, design koncept, ne? Kjer so naredili enormen korak naprej za koncept, kaj mobilnost danes in jutri bo, kaj kupci, potrošniki pričakujejo od avtomobil. Med drugim to, da je avto danes računalnik. Ne? Recimo, ne? In da so kle res zaspali. Recimo zadnja BMW serija 7, ki je bila v celoti dizajnirana in konstruirana v šanghajski tovarni strani kitajskih dizajnerjev. Če reče, so Kitajci tukaj že zmagali, sam da si še nismo priznali tega. Zmagali definitivno so. Recimo spet en koncept reverse engineeringa, ki šumatej v BID v tovarno, so imeli tam v lobiju v vitrini razkazano zračno vzmetenje. Ne? In ko pride do vprašanja, zakaj pa zračno vzmetenje, ker smo hitro ugotovili, da Kitajci to pričakujejo. Če kupaš avto, mora imeti zračno vzmetenje, mora biti komod. Ne? In so gledali in so rekli, to zračno vzmetenje v Nemčiji naredijo za 10.000 evrov ali več na avto. Ne? Zdaj, glede na to, da naš avto ne more biti toliko drag, mora pa to imeti, so res vrgli enormno količino eforta, zato da so to zračno vzmetenje, ki je najmanj toliko kakovostno kot nemško, naredili za fragment cene. Vse v IP-u, so intelektualni lastnini. To je verjetno so neki resni patenti pol v zadnji, sploh če so take enormne zneske. Sej to je tudi malo ta, recimo temu jedro konflikta, ta pravna varnost. Tukaj mogoče Kitajci niso najbolj dosledni, ali pa ne grejo čisto po točki zakona, ampak dejstvo je, da so oni sposobni narediti stvari enako dobro za fragment cene. Se mogoče ni čisto v kontekstu tega, ki se pogovarjajo. Nimajo oni tudi ene celo zakonsko podlago v tem, da če hočeš ti kot tuje podjetje delati recimo nekaj na Kitajskem, moraš ti ta technology transfer narediti, oziroma moraš razkriti svojo intelektualno lastnino. Ni to neka taka zahteva? To zdaj ne vem čisto točno detajl, ampak jaz bi rekel, da so oni res odločeni, da bojo ratali globalna velesila in da ne bojo. Pa po bližnjicah, če gre. Po bližnjicah, sej roko na srce smo vedno iskali bližnjice. To je v naravi ljudi. Zdaj, sam, ki si v neki fazi moči, probaš druge omejiti do tega istega, kar si ti delal, ali pa mogoče si delal še kaj hujška, oni ne naredijo tebe. Pa ni samo Kitajska. Recimo na Indiji imajo tudi zdaj jasno politiko. Treba se vedeti, Indija je zelo velik farmacevtski hub. Večina vhodnih surovin za farmacevtsko industrijo se proizvede v Indiji. Tako velik del, prevladujoč del. In Indija je uvedla dosti jasno politiko. Se pravi, vsa zdravila, ki so potrebna za indijsko prebivalstvo, se bojo delala za fragment cene in vsi patenti bojo tukaj razkriti. Okay. Če hočete vi delati z nami, morate to sprejeti, take it or leave it. Mi si ne moramo privoščiti, da stane ena tableta $100, bo 10 centov, drugo se to lahko privoščimo. To je tudi v luči, nista tale Peter Thiel, pa nekdo je še rekel, pa Elon Musk, mislim, da sta rekla, da je treba vso pravo, ki ščiti intelektualno lastnino, da je treba ukiniti. Skratka, in točno v kakšnem kontekstu sta to govorili, ampak to je bilo pa v bistvu roko na srce usluga takim državam, ki so delali emerging markets. Verjetno. Ja, dobro, s tem jih tudi mogoče malo podcenjujemo. Treba se zavedati, da ni vse kraja. Tako Indija kot Kitajska vsako leto sproducirata na 100.000 mladih, visoko usposobljenih kadrov. Če greš po moje v Silicon Valley, pa če sodiš v bistvu samo po videzu zunanjem, vidiš, da je dosti malo Američanov tam, da prevladujejo Azijati,
oziroma Še eno vprašanje imam glede Kitajske, pa gre pa na Indijo. Kar nekaj takih pretresov je bilo, ki smo jih vse tle zasledili v zahodnih medijih. Recimo, ko so se zgodili, da je Jack Ma, ustanovitelj Alibabe, je zginil. Takrat je bil tudi neki malo očitno preveč glasen pred planiranim IPO-jem Ant Financial, ki je bil neka fintech roka Alibabe, pa so pa tudi ustavili ta IPO. Kako je zdaj to? Spet je to lahko neka prednost Amerike, danes niti ne več, ker ne moramo govoriti o neki finančni stabilnosti, ampak to je spet neko tveganje za nekega investitorja, večjega ali manjšega v Kitajsko. Ti ne vidiš tega tako kot neko tveganje, da ti recimo zgine za par mesecev founder največjega tehnološkega podjetja na Kitajskem, pa da kar takole oblasti ustavijo IPO, plus še da so dali, če se prav spomnim, predvsej velikim podjetjem so dali prvič neke take rigorozne kazni za domnevno monopolno ravnanje, recimo. Zdaj tako je, če nisi ti izumitelj, pa če v bistvu imaš ta privilegij, da se lahko naučiš na temu, kar vidiš drugje, se lahko mogoče tudi drugače oblašaš. Zdaj na Zahodu imamo težavo, ali pa mogoče tudi ne, pa me zanima tudi tvoje mnenje, ker so korporacije postale tako velike, da so mogoče celo nad državami. Vratarji, gatekeeperji so to zdaj. Če so gatekeeperji ali ne vem kaj je, ampak ne vem, imamo tudi mi pri nas neko anomalijo. Zdaj, kaj točno je en Google, Microsoft, se to sploh da, sploh še nekako skontrolirati ali pa ali se lahko država zoperstavi tem tehnološkim velikanom ali pa tem največjim podjetjem. To imamo pri nas težava. Na Kitajskem je dosti jasno. Nihče ni nad državo. Zdaj, je to partija, je to ljudstvo, je to ta princip poravnanja pravilen ali ne, ampak to je jasno. In tukaj imajo oni malo tako, malo so se znašli v neki zahtevni situaciji. Zavedajo se, zelo dobro se zavedajo, govorimo o partiji, da je kapitalski trg pomemben za razvoj države, ker so to videli na principu ZDA. Se pravi, da če imaš ti ta mehanizem vzpostavljen, se pospeši ta podjetniški duh. Fajn je, da dobiš kapital iz celega sveta in to se zaveda. To mora biti, zato ker mi smo pač usmerjeni v razvoj in hočemo biti tehnološki velikan in bomo to tudi dosegli. Po drugi strani imajo pa težavo, ker če ti spodbujaš te mlade, pametne, ambiciozne ljudi, lahko ti ljudje res zrastejo. In potem seveda, ko ti zrasteš, ko si najbogatejši zemljan v neki točki, v bistvu nek rockstar, se ti lahko hitro zgodi pač lapsus razsoja in misliš, da si pa zdaj že tudi ti presegel neke okvire, ki so ti bili jasno predstavljeni, da se bojo, da so potrebni. To se je zgodilo na primeru Jack Ma. In tle se mi zdi, da je partija res to, recimo temu, revolucijo velikih korporacij ali pa podjetij, ki bi si želila biti večja od države, same zatrla v kali. Zato so plačali sicer veliko ceno, ker so za kar lepo število let zaustavili v bistvu ta tehnološki razvoj. In to ceno plačuje še danes. V bistvu danes je strah med bogatimi, uspešnimi Kitajci, da bojo dobili po prstih strani pač vlade, še zmeraj prisoten. Ampak tudi zanimivo se, tudi Američani so se že naučili v zgodovini, takrat začetek 20. stoletja Standard Oil so razvili, takrat kot podjetje. In tudi s tem namenom je bila takrat Lisa Khan imenovana na agencijo te protimonopolno, pa je imela mandat razbiti ta velika tehnološka podjetja. Ampak zdaj se je malo spremenila mentaliteta. Greva še na Indijo. Jaz, prva asociacija, ki rečem Indija, gospodarstvo, pomislim call centri, ampak danes je Indija verjetno veliko več. Malo si že povedal, recimo, kaj je danes cel hub za recimo farmacevtsko industrijo, kaj je še danes Indija z vidika gospodarstva? Indija ima za razliko od Kitajske, sploh za zahodne vlagatelje ali pa za zahodni kapital eno zelo veliko ali pa dve zelo veliki konkurenčni prednosti. Kot prvo je to največja demokratična država na svetu. In na Zahodu cenimo demokratično ureditev, ker pač verjamemo, da je najbolj privlačna. Tukaj ima Kitajci mogoče malo več
večjo težavo. Druga stvar je pa povezana s tem, z njihovo zgodovino, da so bili pač dolgo časa angleška kolonija, ampak posledično imajo angleški pravni sistem vzpostavljen. In so z tega vidika v očeh investicijske skupnosti, pa jaz bi rekel tudi podjetji sami, percipirana kot bistveno bolj pravno varna država. Imajo neko bazo, ne? Kjer se ne da mogoče stvari delati tako iz danes na jutri, pa ni vse prepuščeno volji ali pa muham centralne oblasti. Zdaj, druga stvar je, da je to tudi izjemno po starosti prebivalstva mlada država, je pa res tudi zelo raznolika država. Se pravi, ko govorimo o Indiji, je mogoče enotna samo na zemljevidu, ne, kot Indija, ampak če pogledaš v globino, je to skupek nekih manjših državic, različnih etničnih skupnosti, različnih veroizpovedi, tako da je en zelo kompleksen mehanizem in kot tak mogoče predstavlja malo več izzivov, no, kot recimo na Kitajskem, kjer so pravila dosti jasna. Točno se ve, kdo je glavni, kam moraš potrkati, kako stvari. Tle ni toliko centraliziran. Tle ni toliko centraliziran, kot drugo imajo težavo še zmeraj na področju infrastrukture. Recimo, ne vem, še pred leti so se podjetja v prehrambeni industriji soočala s težavo, da jim je veliko sadja in zelenjave že v samem transportu propadali, zato ker je bil ta infrastrukturni sistem toliko nerazvit. Ampak pustimo to. Danes se Indija razvija v neko, recimo temu, novo velesilo. Jaz bi ocenil, da so nekako na področju, recimo, razvitosti kapitalskega trga države bi lahko na Indijo gledali kot na Kitajsko v začetku let 2000. Se pravi, da je pred njimi res ta velik vzpon. Ne nazadnje to pač potrjujejo tudi določene raziskave, se pravi, največji prirast srednjega razreda se pričakuje ravno v Indiji v naslednjih 10, 15, 20 letih. Je to tudi rezultat zahodnih investicij, nekaj veliko nekih tehnoloških podjetij je investiralo? Tudi, seveda, ja. Definitivno je tudi to razlog, ampak ja, bolj kot to je, da glavna prednost Indije prihaja iz notraj, nje same. Se pravi v tem, da imajo enormno količino mlade delovne sile, ljudi, ki so pač voljni delati, ki si želijo boljšega življenja in če ti nimaš problem s svojo demografsko sliko, recimo kot imamo na zahodnem področju, pol tudi javno-finančni pritisk ni toliko velik, da bi ti servisiral starost prebivalcev, ampak se lahko fokusiraš na rast, na razvoj, na to dinamiko. Ne? In to Indija ima. Ima zelo živahno tudi samo notranjo ekonomijo, veliko podjetij indijskih je, ki so fokusirani zgolj na Indijo samo, ne smemo pozabiti, gre za milijardni trg, dejansko ne rabiš ti izvoza, ker lahko rasteš do zelo zavidljivih velikosti že sam na svoji državi. Ne. Kjer so pa še kakšni taki izzivi, ne? Recimo, saj jaz spet še omenim Economista, ne? Veliko pišejo o moči posameznih družin, ne? Tam je v bistvu res je neki Adami družina, Adani druga družina, so res močni tudi, ne? Hindenburg, kaj bo en report, ne? So ugotovili eni Američani, ki so sicer potem shortali sicer te delnice, ne? So ugotovili vrsto nekih malverzacij, ampak to je lahko resen sistemski problem glede na ekonomsko moč posameznih družin. Ne? Jaz bi tukaj mogoče tebe vprašal, kako se tukaj Indija razlikuje od kjerkoli druge večje države. Ne? Vse te večje družine imamo ne nazadnje tudi v Evropi, tudi v Ameriki, ne? Kapital dosti koncentriran. Mogoče še BlackRock, če rečemo, da ni družina. No? Dobar, ja. BlackRock, ne? Ampak kapital se vedno koncentrira nekje. Ja. Ne? Zdaj Indija lahko rečemo, da je tudi neke vrste tranzicijska država trenutno. Ne? Kako v vsaki tranzicijski državi pride do nekih anomalij, ki se s časom, upam, pač odpravijo. Zdaj, ja, a so te družine premočne ali ne, vprašanje. Veliko je bilo nekih škandalov povezanih z njimi, tako da tukaj se vidi, da proba v bistvu tudi vlada ali pa politika ali pa regulatorji mogoče malo stopiti komu tukaj na prste. Ampak ja, ne smemo gledati Indije kot na razvito državo, no, tako bom rekel. To je država v razvoju z vsemi svojimi slabostmi, ena od teh definitivno je ta, ampak tudi z veliko prednostmi.
in priložnostmi in definitivno to rast, mlado prebivalstvo, ekspanzija. Mogoče zdaj recimo bojo tudi na račun trgovinske vojne med ZDA ali pa Zahodom in Kitajsko prosperirali. Čeprav tudi to je mogoče. Ti tale China plus one politika, v bistvu to, ki zdaj upravljajo tveganje dobavnih verig, in vejo, da zdaj, če imaš ti del dobavne verige na Kitajskem, je potem, da zmanjšaš to tveganje, greš nekam drugam. In tle je Indija verjetno kar profitirala, sploh pa bo v prihodnosti. Recimo, klej se lahko vrnem nazaj na tega nemškega gospoda, ki je podal svoje mnenje na stanje avtomobilske industrije v Evropi. Drug mit, ki ga je tam probal uvrščiti, je pa ta, da se bo lahko zgodil pomemben insourcing ali pa insourcing stran od Kitajske. Apple je že preselil. Točno to je tudi rekel. Recimo, Apple bo sicer lahko zgradil tovarno v Indiji in bo na tem telefončku pisal gor, da je manufactured in India, ampak noben se pa ne zaveda, da 19 od 20 kritičnih kemikalij, ki so potrebni, da ti sestaviš ta iPhone, prihaja pa samo iz Kitajske. In rekel, to je samo en majhen fragment te zgodbe. Ampak v zadnjih 20 letih, ne da smo mi pustili, mi smo hoteli te stvari prepustiti Kitajcem. Mi smo hoteli to outsourcati, zato ker je bilo za nas bistveno bolj dobičkonosno, bistveno bolj družbeno sprejemljivo. To so umazane industrije. To smo se mi hoteli ukvarjati. To so umazane industrije, In naše marže so bile v bistvu toliko večje zaradi tega, ker smo mi to prepustili Kitajcem. Zdaj smo pa jezni zato, ker so oni to ful dobro naredili. Zdaj pa se pogovarjamo o suverenosti. In zdaj smo jezni, ker so nam oni ukradli ta posel. Ni res. Kitajci, kot sem rekel, so sposobni vzeti eno stvar in jo razdeliti na prav faktor in jih izpopolniti. To so naredili z dobavnimi verigami za določene industrije. Kemijska definitivno je izmed takih. Tako da on je rekel, glih zaradi tega je danes utopično pričakovati, da se lahko zgodi en večji odmik stran od Kitajske. Hiter, verjetno, za to ceno, za to kakovost, za to dobavni rok. Kitajska ni več država, ki proizvaja nizko kakovostne proizvode. Ne. Če so oni sposobni narediti zračno vzmetenje, ki je po kakovosti primerljivo z Mercedesovim, za fragment cene, pomeni, da so šli res en korak naprej. In je rekel, mogoče bomo na papirju imeli manufacture in India, ampak v globini smo pa toliko upeti v to kitajsko zgodbo, predvsem na področju dobavnih verig, da druge rešitve ni. Zdaj smo slišali res veliko takih zanimivih tvojih pogledov, pozitivnih in negativnih na Kitajsko in Indijo. Kako pa zdaj v generali gledate na ta investicijski potencial v teh dveh državah? Pri General Investments verjamemo, da ta del sveta ima neko nadpoprečno rast. Nenazadnje imamo sklad Indija-Kitajska, ki je bil ustanovljen že na začetku 2000-ih. Tako da smo že takrat v bistvu videli, da je to neko področje rasti, kot sem rekel že na začetku. Delniški investitorji ali pa delnice vedno iščejo rast. In začneš tam, kjer so največji obeti rasti države same in potem iščejo zgodbo naprej. Mi verjamemo, da se bo ta zgodba nadaljevala. Vmes so se zgodili določeni zapleti, kot se vedno zgodijo v življenju. Od GFC-ja leta 2008 do, recimo, k temu COVID-a, pa poka nepremičninskega balona na Kitajskem, do zdaj te trgovinske vojne, vedno se stvari dogajajo. Ampak če si nek dolgoročen vlagatelj, je zelo težko zanemariti potencial te regije, tako Indije kot Kitajske. Tako da mi naprej verjamemo to zgodbo. Se pa treba zavedati, da to niso razvite države, da so to še zmeraj države v razvoju, ki imajo zelo razvite določene manjše sklope, ampak kot take, kot države, kot celota, imajo še kar dolgo pot pred sabo. Ki se zdaj kot mali investitor, potem je verjetno zame najbolj varna in najbolj udobna pot prek enega takega sklada je notri. Zagotovo. Recimo, že sam en kitajski indeks, delniški indeks, ki ga pogledaš, sestavlja več kot 1000 podjetij. Zdaj, če si toliko vesten, pa boš šel prebrati poročila ali pa investicijske predloge za vseh teh 1000 podjetij, pa je super, ampak je to en tak zelo velik zalogaj. Recimo, še bolj specifičen je pa indijski trg.
ker Kitajsko lahko načeloma dosti dobro pokrivaš tudi skozi razne ETF-e, ni tak problem. Ali pa skozi GDR-je in pa ADR-je, ker niso bili listani v zadnjih letih. Tako da ni tak problem, lahko trguješ preko ameriške in pa londonske borze s temi papirji. Indija je bistveno težji zalogaj. So zelo zaprti in dostop do notranjega indijskega trga je res težavna pot, ki jo moraš prehoditi. Ne samo, da je največja država po številu prebivalcev, ampak je tudi najbolj birokratizirana država na svetu. Taka, birokratski ustroj je res neverjeten. Tako da, zakaj to govorim? Zato, ker indijskih papirjev, ki kotirajo v Ameriki ali pa v Evropi, je pa bistveno manj. Jaz bi rekel, da je takih, ki so dosti likvidni, mogoče 5-6. In daleč od tega, da predstavljajo reprezentativni vzorec za celotno indijsko ekonomijo. Mi smo v našem skladu Indija-Kitajska, pa tudi na ostalih skladih, ki trgujejo z indijskimi papirji ali pa ki imajo Indijo v naložbeni politiki, odprli notranji indijski trg. Tako da trgujemo neposredno na lokalnih borzah in imamo dostop do vseh v bistvu teh visoko rastočih in potencialnih zgodb, ki jih drugače ne bi imeli. Okay. Še eno, čisto zanimivo, čisto res za zaključek, ki smo se pogovarjali pred tem najnovejšim podcastom, sem ti omenil, zdaj tale boom, kar se tiče delnic orožarskih podjetij, sploh Evropa, mogoče tudi delno Amerika, no zdaj po tem nedavnem konfliktu Indija, Pakistan so poletele delnice kitajskih orožarskih podjetij. Ne si mi omenil, da čisto zanimivo, da do takih ti investicij, do takih delnic sploh ne moreš priti, ti kot zahodni vlagatelj, zaradi sankcijskih seznamov. Tako tudi to je pol neka omejitev. Ja. To je bilo pa že v bistvu iz prvega Trumpovega mandata. So vse v bistvu delnice, ki so povezane z kitajsko vojaško industrijo, uvrščene na seznam prepovedanih naložb. In ja, je več glavobolov kot koristi, da bi bil pač deležen. Da bi hotel sploh da bi dregnil to osje gnezdo. No. Ni neke dodane vrednosti. Ker smo pa na konfliktu Indija-Kitajska, tukaj se treba pa zavedati, da ta konflikt traja že odkar sta bile te države ustanovljene. Zdaj, mogoče zelo zanimivo, kdaj se pojavljajo te novice v zahodnih medijih, ampak definitivno tli vedno. Ni pa neke eskalacije. Ja. Glede na to, da ta konflikt traja že več kot 40 let in da je bilo vedno do zdaj, da so prevladale recimo temu mirne glave, tudi tukaj ne pričakujemo, da bi se lahko zgodilo kaj hujšega. Okay. V redu, bo tukaj zaključila, da ne bo predolga. Hvala za zelo prijeten in poučen pogovor. Prišli smo do zaključka 4. epizode podcasta Naložbeni navdih, ki smo ga pripravili z partnerjem General Investments. Hvala za pozornost in se kmalu vidimo v 5. epizodi.